Pomen glikemičnega indeksa v prehrani. Najverjetneje je že vsak izmed nas kdaj ob sladki pregrehi kot opravičilo uporabil padec sladkorja, kaj ne? Prav tako je lahko nihanje sladkorja v krvi krivo za naše slabše počutje oziroma utrujenost in razdražljivost. Pa veste, da lahko na to sami vplivamo in nihanje bolje obvladamo s pravilno izbiro hrane? Odgovor leži v glikemičnem indeksu živil. Višji je glikemični indeks, višji je sladkor. Zakaj je to pomembno? Glikemični indeks razvršča živila glede na dvig sladkorja v krvi po zaužitju živil z ogljikovimi hidrati, v primerjavi z referenčnim živilom, ki je po večini glukoza. Njen GI je 100. Ogljikovi hidrati predstavljajo za naše telo primarni vir energije. Ko jih zaužijemo, se najprej prebavijo do enostavnih sladkorjev in se nato absorbirajo v krvni obtok, kar pa vodi do dviga krvnega sladkorja. Naš organizem najbolje deluje, če je raven krvnega sladkorja stalna, saj če močno pade, občutimo lakoto in smo brez energije oziroma postanemo utrujeni. Če pride do nenadnega povišanja krvnega sladkorja, se poveča izločanje insulina. Le-ta sicer znižuje količino sladkorja v krvi, vendar pa poleg tega odvečni sladkor pretvarja v trigliceride, ki se shranjujejo v maščobnih celicah, kar posledično vodi v povečanje teže. Torej, če uživamo živila z nizkim GI, onemogočamo, omejujemo nihanje krvnega sladkorja in s tem tudi izločanje insulina. Na višino glikemičnega indeksa živil vplivajo oblika, prisotnost nepoškodovanih zrn, tekstura, stopnja tako mehanske kot termične obdelave, saj ta vpliva na stopnjo poškodb celičnih struktur škroba. Praktični napotki. Dober primer povišanja glikemičnega indeksa zaradi termične obdelave so testenine. Razkuhane testenine imajo višji glikemični indeks kot al dente. Na višino glikemičnega indeksa vpliva tudi prisotnost fruktoze in laktoze, saj imata obe nizek glikemični indeks in razmerje amiloze in amilopektina v škrobu. Prva se presnavlja počasneje. Glikemični indeks se lahko zniža tudi z dodajanjem maščob, beljakovin in balastnih snovi. Glikemični indeks določenih živil je običajno povprečen rezultat več testiranj in dokaj natančen, a se kljub temu včasih rezultati močno razlikujejo. Tu je dober primer sadje, saj se glikemični indeks z zorenjem izrazito zvišuje in se rezultati lahko razlikujejo tudi za 50%. Povezava med glikemičnim indeksom in količino zaužite hrane. Glikemični indeks je pravzaprav relativni kazalec, saj nam pove, za koliko se bo v primerjavi z zaužitjem 100 gramov glukoze zvišal krvni sladkor, ko zaužijemo 100 gramov ogljikovih hidratov v izbranem živilu. Tako moramo še omeniti, da za močan dvig krvnega sladkorja ni odgovoren le glikemični indeks, ampak je pri tem pomembna tudi količina zaužite hrane. Pojem, ki upošteva dejansko količino ogljikovih hidratov v živilu s kombinacijo z glikemičnim indeksom, imenujemo glikemična obremenitev.
Torej to pomeni, da ima večja količina živila z določenim glikemičnim indeksom enak učinek na raven krvnega sladkorja, kot manjša količina živila z enakim glikemičnim indeksom, a z višjo vsebovanostjo ogljikovih hidratov v 100 gramov živila. Glede na glikemični indeks delimo živila v 3 skupine. Živila z nizko vrednostjo glikemičnega indeksa, živila z srednjo vrednostjo glikemičnega indeksa, živila z visoko vrednostjo glikemičnega indeksa. Glikemični indeks je zaenkrat določen za dokaj majhen delež živil, saj je metoda njegovega merjenja precej zahtevna, ker se upravlja na ljudeh testirancih.